Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos. Danes pa v studiu gostim dva nekdanja notranja ministra, gospoda Aleša Hojsa, ki je aktiven v politiki tudi zdaj, je podpredsednik stranke SDS, in gospoda Mirka Bandla, ki se je iz politike sicer umaknil že pred leti in je uspešen v odvetniških vodah. Pozdravljena oba, hvala, ker ste se odzvala mojemu vabilu. Tem imamo kar nekaj. Začela pa bom z vprašanjem, kaj pravite na to, da si v bistvu nista zaslužila svoje ministrske plače. Pa bom razložila v bistvu tudi, kaj s tem mislim. Gospod Robert Golob, predsednik vlade, pravi, da je njegova vlada v 3 letih postorila več kot vse vlade v 30 letih pred njim, kar pomeni, da v bistvu nista delala nič. Gospod Bandel. No, mislim, da ta ocena ni bila resno dana, ne? In da mislim, da tudi gospod Golob vanjo ne verjame. Konec koncev iz dejstva, da z novo plačno reformo dvigujejo plače funkcionarjem, tudi ministrom, mislim, da to jasno kaže na spoznanje, da so te funkcije premalo plačane. Ne? Seveda, vsak lahko ocenjuje svoje delo zelo subjektivno, ampak konec koncev mislim, da rezultati po 30 letih samostojne Slovenije pač tudi kaj povejo, kdo je kaj naredil v tej državi. No, naj dodam, da je stranka LDS, katere član ste bili, bila na oblasti 12 let, SDS pa je vlado vodila skupaj 7 let. Gospod Hojs, ste si zaslužili plačo? Bili ste 2krat minister, enkrat za obrambo, enkrat za notranje zadeve. Če ocenjujem svoje delo po številu člankov, po številu prispevkov in po tem, kako so me v medijih radi imeli, moram reči, da sem zaslužil celo premalo. Nedvomno sem prepričan, da smo ministri svojo plačo zaslužili tako, bom rekel, v času LDS-a, kot v času naših vlad. Bi pa rekel tako, gospod Golob je rekel, da so naredili več kot vse prejšnje vlade v 30 letih. Sam ni povedal česa več. Tudi jaz sem prepričan, da je naredil več. Več je korupcije, več je klientelizma, več je brisane ljudi, ki jim niso povšeči, in več je tega, da se bodo državljani zapomnili to vlado kot najnesposobnejšo v celotni zgodovini samostojne Slovenije. No, to bodo pokazale volitve, pa morda na koncu bomo še nekaj govorili o tem, kako državljani ocenjujejo Golobovo vlado. Gospod Bandel, po mojem mnenju ste ostali v spominu recimo novinarjev, zagotovo predvsem po tej svoji izjavi, s katero ste branili nakup Falcona, ko se ga je omislil gospod Janez Drnovšek, bili ste njegov tesen sodelavec, 2krat ste bili tudi generalni sekretar vlade, poleg tega, da ste bili minister. Ste izjavili, da boste to letalo, ki zgleda vsaj njegova notranjost precej prestižno, uporabljali morda tudi za prevoz ranjencev. No, najprej moram povedati, da seveda... In kupljeno je bilo iz obrambnega denarja, ne iz obrambnega proračuna. Seveda, tako kot bo tudi naslednji in kot tudi razumem to krepitev obrambnih sposobnosti tudi izven strogega vojaškega sektorja. Najprej moram seveda povedati, da ta izjava je bila povsem iz konteksta iztrgana. Jaz sem pač prebral 5 oziroma 6 alinej, kot so bile napisane strani obrambnega ministrstva, ko je predlagalo nakup tega letala, in ta je bila zadnja v ranjencih. Ampak ne glede na to, drži in se je tudi v ta namen uporabljalo, konec koncev to, da je bilo rešeno veliko življenj z transportom pač življenjsko pomembnih organov, tudi kaže na to. In glede na to, da država danes razmišlja o nakupu novega, jaz sem prepričan, da seveda slovenska država avion rabi tovrstni. Konec koncev ga imajo države, ki so bistveno manjše, bistveno revnejše. Zakaj ga imajo? Jaz mislim, da, in če izhajam iz dejstva, da smo takrat, ko smo prevzeli oblast LDS, nasledili 2 letali, takrat je imela Slovenija 2 letali, ki so služili izključno za komunikacijo znotraj Jugoslavije, med jugoslovanskimi republikami in Beogradom. Potem smo pa seveda razširili obzorja Washington, Bruselj in še kaj. In potreba po tovrstnih prevozih je enormno narasla. Zdaj ne vem, če bi se ravno strinjala z vami, da je bilo to letalo tako zelo potrebno, ker mislim, da ga je Ropova vlada potem, prav tako vlada LDS-a dala v najem za 10 let. Ja, vrnilo se pa pol po 6, a ne? Zaradi sindikalnih pritiskov, ki so bili takrat, zaradi veliko demagogije okrog tega, in je bila to čisto politična poteza. Ni bila ekonomska, mislim, da tudi ni bila racionalna, kot se je kasneje izkazalo. Moje ocene še zmeraj ostajajo, jaz pa seveda pri nakupu letala nisem sodeloval zaradi raftnih interesov, konec koncev se nikoli nisem s njim vozil.
Gospod Hojs, vaš predsednik Janez Janša, seveda, bomo dali takoj besedo, samo da dodam. Vaš predsednik Janez Janša je na družbenem omrežju X zapisal, da se je v bistvu Tina Gaber zaželela prestižnih prevozov. Treba je povedati, da pri uporabi Falcona imata prednost predsednica države in predsednica državnega zbora. Tako je tudi recimo v Rim na pogreb in potem, ne vem, je bil še dopust, gospod Golob z Tino Gaber letel pač z enim manjšim letalom z zasebni lasti. Ja, ne vem, zakaj ni letel skupaj z predsednico. Vprašanje je to, ki je bolj na mestu kot to, zakaj je Bom jaz odgovorila, verjetno. Ja, verjetno, se pravičujem, ko vas prekinjam, verjetno ni dobro, da vsi predstavniki najpomembnejše države letujo skupaj, če bi se slučajno kaj zgodilo. Seveda, gledajte, to so prazni izgovori. Glede tega, kar je pa gospod Banin povedal, pa moram reči, da jaz sicer ne vem, da bi to vzeli iz konteksta, dopuščam tudi to možnost, da so vzeli iz konteksta to okrog ranjencev, ampak dejstvo je, da se je takrat dejansko v Sloveniji govorilo skozi samo to, da kupujemo avion, prestižni vladni avion za ranjence. Drugače pa, da ne bo dileme. Tudi jaz sem zagovornik tega, da vlada, država mora imeti tak avion. Tak avion imajo pravzaprav vse države, resne države. Mi je pa šlo vse skozi izrazito na živce to sprenevedanje LDS-a takrat. Češ, ne rabimo avion za gospoda Drnovška, ne rabimo ga za protokolarne zadeve, rabimo ga za ranjence, rabimo ga za humanitarne zadeve in točno tako, kot ste ugotovila. Nazadnje je ta LDS, ta veliki LDS za ogromno večino podlegal javnemu mnenju in ta avion oddal v najem za 10 let. No, mimo grede, ta avion, torej Falcon, smo v zrak spravili v času Janševe vlade. Kot obrambni minister sem takrat jaz to na vladi predlagal. Naša vlada, torej druga Janševa vlada je to sprejela. Upeljala vse potrebne preglede, izšolala pilote. Prvi, ki pa se je z njim zopet zapeljal, je pa seveda zopet predstavnik LDS-a, to je bil gospod Roman Jakič, ki je bil takrat obrambni minister, ki je mimogrede ta avion izkoristil tudi zato, da je pod krinko okvare aviona ostal v Moskvi, ker je bil predhodno obveščen, da ima doma hišno preiskavo, ker je skupaj z gospodom Jankovićem prodajal v Tivoliju kubične metre zraka, ne pa kvadratne metre prostora. Jaz bi vam še rekla, ne bom zdaj komentirala, ker ne vem natančno, kaj se takrat dogajalo, zakaj vem, da se je govorilo tudi o tem, kar ste vi dejali. Ampak je reči stavek na to temo, če dovolite. Lahko, seveda. Sam to, leta 2012 ste vi kot obrambni minister sicer na televiziji izjavili, da se bo Falcon prodalo, pa se ga ni. Povejte, gospod Bandelj. No, jaz mislim, da seveda to ne drži, da bi LDS se kadarkoli okrog tega sprenevedal še več. Janez Drnovšek je preden se šlo v nakup tega letala opravil pogovore vsemi takratnimi parlamentarnimi strankami in vsi so zatrjevali, da rabimo letalo. Tudi se spomnim doktorja Bajuka, tiste pol leta, ko je bil predsednik vlade. To, da so novinarji in javnost govorila ves čas o ranjencih, je pač bila zloraba enega dela argumentov. Argumentov, kot rečeno, zakaj je to iz obrambnega tolarja, zakaj je to letalo namenjeno večnamensko in uporabno tudi v obrambne zadeve, je bilo veliko. Ampak seveda, če hočeš ti nekaj nagajati, nekaj črno prikazati, pač uporabiš tisto, kar ti najbolj paše. Da je šlo ves čas za sprenevedanje, mislim, da je jasno. Gospod Hojs je lepo povedal, po 6 letih so sprejeli drugačno odločitev. In to, da danes govorimo o še enem letalu, kaže na to, da je bila tudi takratna odločitev očitno pravilna. Rabimo drugo letalo, to mi povejte. Jaz vsekakor pravim, da tako letalo rabimo, v tem trenutku po moji oceni ne rabimo drugega letala, še ne rabimo drugega letala. To letalo ni toliko staro, da ne bi moglo še nadaljnjih 10-15 let opraviti svoje funkcionalne sposobnosti oziroma pač leteti z državnim vrhom. Rabimo pa to, kar so gospodje, ki so trenutno na oblasti, torej posebej gospod minister za finance, ki je eden od grobarjev Adrije, in gospa ministrica za infrastrukturo, ki je ena od grobarjev našega aerodroma, torej ta gospa je prodala aerodrom tujcev, rabimo pa državnega prevoznika. Jaz sem šokiran, ko se vozim v Črno Goro in ugotovim, da Air Montenegro obstaja zdaj že 15 let, dobro, imajo neke težave, ampak imajo svojo letalsko družbo. Slovenija pa je zaradi ljudi, ki so trenutno na oblasti, nima. No, sicer ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je zagovarjala to idejo, na vladi, da bi ustanovili svojo še znova nacionalno letalsko družbo, ampak mislim, da ni imela podpore pri ministru za finance. No, ona je bila tista, ki je prodala letališče. No, mislim, da ni ona bila tista, ki je prodala, ampak jaz ne bi bil zdaj tukaj red v vlogi, da kogarkoli zagovarjam. Sem sicer res odvetnik, ampak nočem se spustiti na nivo gospoda Hojsa in tudi mislim, da ni primerno, da se na ta način razpravlja o ljudeh, ki niso tukaj.
zagotovo jih ne mislim braniti, ampak te ljudje so na oblasti, mislim, da je prav lahko, da lahko govorimo. Lahko govorite, ampak mislim, da je nekorektno govoriti, če jih ni zraven, zlasti pa ne postavljati mene vlogo, da bo njihov odvetnik, ker to nočem biti, niti ni to moja funkcija, da se razumemo. Ne? Zdaj, jaz se strinjam, če nimaš ti nekih resnih in rednih mednarodnih povezav iz Slovenije, z Brnika, potem je logično, da iščeš druge rešitve. Se popolno strinjam, verjetno bi bila res boljša rešitev, če bi imel nacionalnega prevoznika. Ampak to je stvar ekonomike. Jaz tu ne bom zdaj se politično odločil. Ekonomika mislim, da ni pokazala, da bi se to splačalo. Ekonomika ni pokazala, obenem je pa ta vlada v bistvu dala na javni razpis subvencije tujim letalskim prevoznikom za določene destinacije. Ja, in mislim, praktično ni interesa. Tako, poglejte, zdaj bomo ostali tukaj neka očitno smo že neka oaza, niti ambasade več nočejo k nam, ampak kupujo svoje nepremičnine v Zagrebu, pa je Zagreb ali pa zunaj pokrivajo državo. In jaz mislim, da kot neka resna država bi pač morali kljub tej neekonomiki, in jaz vam garantiram, da je v državnem proračunu ob vseh rabotah, ki jih izvaja ta vlada, dovolj denarja tudi za državnega prevoznika. Če smo uspeli kupiti tako podrtijo na Litijski za 8 milijonov evrov, vam povem, da je znotraj 16 milijard gotovo milijarda, ki je tako na tak ali pa na drugačen način ukradena. Še eno vprašanje bom postavila o Falconu. Namerava se ga kupiti iz obrambnega proračuna. Vse tako je bilo razumeti, a je možno, da bo NATO sprejel takšno razlago, da je takšno letalo z usnjenimi sedeži, minibarom, kot je zapisal, mislim, da Janez Janša ali ne vem, nekdo je zapisal na Twitterju, da je to letalo za obrambne namene. V časih, ko ste vi morali zagovarjati nakup Falcona, mislim, da se je govorilo tudi, da bo opravljalo urjenje, tudi da bo snemalo pač za cel kup funkcij lahko takšno letalo opravlja. In to je čista demagogija, če nekdo govori o usnjenih sedežih pa o minibarih in ne vem česa. Danes pač letal z lesenimi sedeži, kot so jih včasih imeli vagoni na vlakih, pač ni. Dvomem, da so vojaška letala drugačna kot z usnjenimi sedeži. To je čista demagogija in nesmisel. Dejstvo je, da takšno letalo se lahko uporablja v zelo različne obrambne namene. Kot se bo očitno, recimo kot predsednik nadzornega sveta Luke Koper to vem, tudi v Luki Koper bo in kup investicij, ki bodo dvonamenske, ki bojo komot služile normalne dejavnosti Luke, če bo potrebno, pa Bog ne daj, da bi bilo, pa tudi za vojaške namene obrambne. Mi smo v času predsedovanja EU-ju, torej v času naše zadnje vlade Janševe, opravili množico službenih poti v Bruselj in pa po Evropi, glede na to, da smo predsedovali. Vse to smo opravili v okviru enega Falcona. Po mojem mnenju seveda ni nikakršne potrebe v tem trenutku za drugega Falcona ali pa za drugo tako vladno letalo. Razumem pa, da se je gospa, spremljevalka predsednika vlade, partnerka pač zaželela potovati hitreje ali pa mogoče bolj udobno. Ampak mislim, da to ni stvar, da davkoplačevalcev, da bi premierji partniki plačevali nov Falcon. No, ampak da se razumemo, to je natolcevanje brez kakršnih argumentov in dokazov. Jaz še enkrat rečem, nočem sodelovati v takšni debati, ker mislim, da je nekorektna. In tudi ne morem se opredeljevati, ali rabimo drugo letalo ali ne, ali bo to nadomestilo prejšnjega, tudi to ne vem, da se pa stroka o tem odloči. Gospod Bandelj, zdaj, ko ste odgovarjali na to vprašanje glede nakupa Falcona, ste povedali nekaj, česar jaz še nisem zasledila, da bi bilo javno. Prebrala sem to deklaracijo o razvoju obrambne do leta 2030, ki jo je sprejela pred dnevi vlada. Doslej v bistvu ni bilo nič konkretnega rečeno, kaj pravzaprav bojo te investicije. Vi ste pa zdaj povedali, da bojo neke investicije tudi v Luki Koper, se pravi, da se poleg načelne zaveze, da se bo povečal izdatek za obrambo na določen odstotek bruto domačega proizvoda in da se bo ta rezervni sestav vojaški povečal, so že potem tudi konkretni projekti. No, ne morem reči, da so že projekti, zagotovo so pa ideje. Zagotovo, da so že ideje, nekateri projekti se pripravljajo, zagotovo, tu se pa popolnoma strinjam z Golobom in njegovo vlado, da obramba in obrambni izdatki niso zgolj vojska in nabava vojaške opreme. Konec koncev mislim, da tudi ne moramo nabaviti v takih zneskih, ker je preprosto nimamo niti ljudi, ki bi jo znali uporabljati, niti hvala Bogu, kje je uporabiti. Tako da je nujno, da se seveda ta sredstva za obrambo, če se bo že širila investicijska sredstva v ta namen, da se seveda porabijo na način, ki se da uporabljati tudi v civilne namene in ki seveda tudi znotraj civilne sfere ali pa bi rekel civilne
poante države omogoča nek normalen razvoj, od katerega imamo vsi nekaj. Gospod Hojs. Ja, gledajte, ena od ključnih zadev, torej tudi zavezništva, je definicija, da v obrambne sposobnosti spada tudi tako imenovana kritična infrastruktura. In seveda se jaz popolnoma strinjam s tem, da seveda ne more biti obrambni izdatek zgolj nakup, ne vem, 8-kolesnikov ali pa nekih tankov ali pa protizračna obramba ali kakorkoli, ampak dejansko v nakup v smislu obrambnih izdatkov gotovo spada tudi kritična infrastruktura. Ta pa je zelo širok pojem, ne? In mi moramo vedeti, da gotovo neko nacionalno pristanišče, neko nacionalno letališče, kolikor bilo naše, ne? Neka nacionalna infrastruktura, ki je vezana na prevoze znotraj države, govorimo o železniški infrastrukturi in tako naprej, tudi v smislu predpisov NATO ali pa direktiv NATO lahko spada pod tako imenovane obrambne izdatke. Zdaj, če se pa fokusiram zgolj na tisto, kar je pa bolj strogo vojaško, ne, je pa to, kar se pri nas danes pogovarjamo, po moji oceni popolna neumnost. Jaz nisem videl dejansko razkontacij, kaj bomo vse kupovali. Tudi ne vem, kaj bomo gradili, ne? Ampak veste, da vi danes v 21. stoletju, namesto da bi se odločili, da boste kupovali najzmogljivejšo protizračno obrambo, da boste kupovali najzmogljivejše drone za eventualne zračne napade in podobno tehnično infrastrukturo. No, droni so v strategiji omenjeni, ne? Tehnično infrastrukturo, ne pa neke 8-kolesnike, za katere konec koncev nimamo niti pehote dovolj, ne? Mislim, da je treba tukaj narediti en resen premislek in stvari kupiti dejansko tiste, ki bodo za zavarovanje naše države nujne. No, pri 8-kolesnikih bo zagotovo zanimivo, po kakšni ceni bodo dejansko kupljeni, ker je zaradi pač vseh teh dogajanj v svetu so cene poskočile in morda se bo izkazalo, da je imel Matej Tonin v bistvu prav, ko je podpisal takrat pogodbo tik pred zamenjavo oblasti o nakupu bokserjev. Ja, ne vem, jaz kot sem slišal, je gospod Matej Tonin to zelo korektno odpeljal, da pa je kasnejši minister, mislim, da je bil Šarec, ne, če se ne motim, govoril o tem, da so oni to kupili še ceneje, ne. Tako da bomo videli zdaj, kakšen bo končni izplen tega, kar je obljubljal gospod Šarec, oziroma kaj bo naredila Golobova vlada. Mislim, da so rekli, so 400 milijonov, da bodo prihranili, ampak dvomim, da se bo to izkazalo. Dajmo se premakniti zdaj še k eni temi. Gospod Bandelj, ko ste bili vi minister za notranje zadeve, ste sprejeli pomembno odločitev in to pa je, da je policija postala organ v sestavi notranjega ministrstva. Prej je bila samostojni organ. Mislim, po mojem ni bila. Po moji laični presoji se mi zdi, da ni dobro, da je policija pod politiko, ampak povejte. No, najprej seveda ni bila samostojen organ, da se razumemo. Prej je bilo celotno notranje ministrstvo grajeno kot policijska zgradba z ministrom na vrhu. Mimogrede, ko sem jaz prišel za ministra, nisem mogel verjeti, da sem jaz tisti, ki moram pisati predloge sodišču za prikrite preiskovalne ukrepe. Jaz sem rekel, to ne gre in zato je bila moja ideja, da dajmo policijo izločiti iz ministrstva kot organ v sestavi. Takrat neke druge možnosti ni bilo. Tudi ta ideja je bila za tiste čase že kar revolucionarna, ker moja ideja takrat je bila, da se iz notranjega ministrstva dejansko naredi ministrstvo po vzoru zahodnih ministrstv, Home Affairs, notranje zadeve. Zato sem tudi takrat posebej ustanovil del, ki se ukvarja z upravo, česar je kasneje nastalo ministrstvo za javno upravo in tako naprej. Jaz se strinjam, policija bi morala biti čim bolj neodvisna. Ne? Če se da, mogoče so danes te stvari, ko se širi poplava neodvisnih institucij, po mojem nesmiselno marsikje, da bi bilo verjetno na tem segmentu pa dobro, če bi policija tudi v tem smislu dobila neodvisnost od ministrstva in vsakokratne politike. Zdaj pa povejte, ker ste rekli, da se širi nabor teh neodvisnih ustanov in pogovarjala sva se sicer pred pogovorom, da se potem išče vzvode, da bi se na te ustanove vendarle vplivalo, recimo en tak primer je verjetno bilo z Agencijo za energijo, ne? No, še kakšen drugi, kar veliko bi jih lahko naštel. Jaz mislim, da cela Evropa tu malo šla izvajati, da vsi iščejo neke neodvisne forume, pozabljajo pa, da mandat dobi vlada na volitvah. Ministri dobijo mandat in ministri so odgovorni, ne glede na to, na koncu, ali so od neke druge agencije to delajo ali ne, pa se pa ministri vlečejo vse odgovornosti, nimam pooblastil, kar je res konec koncev. In to ni prav. Tisti, ki dobi mandat, ne ga izpelje, ne naredi naloge, ki jih mora in ne zanje tudi odgovarja. Pri nas pa res, v praksi to vidim to kot odvetnik marsikje, pa dejansko ustanavljamo neke neodvisne institucije, potem se pa iščejo obvodne poti, kako vplivati na te institucije. Recimo, en tak primer je zagotovo SDH, ker se govori, da je to neodvisni upravljalec državnega premoženja in potem, da potem nadzorni sveti so neodvisni in nastavljajo pač uprave družb, ki jih upravlja SDH, dejansko se pa odloča vse v vrhu politike. Tako je bilo tudi za časa te vlade,
Dvomim, da kakšna vlada dela drugače. Ne, ker se je govorilo, da bo ta vlada drugačna, ne, pa se je že pred meseci vedelo, ne vem, kdo bo postal predsednik uprave Telekoma ali pa SID banke in tako naprej. Ne. Mimogrede naj povem, da ste tudi predsednik nadzornega sveta Luke Koper, tako da vas jaz v Golobovo kvoto štejem. No, Golobova vlada me je to imenovala, moram pa povedati, da nisem član Golobove stranke. Ne. No, gledajte, če se vrnemo malo na tisto, kar je prej gospod Mandl povedal, smo reči, da je tukaj diametralno drugačno stališče. Policija je vedno želela, mislim, da najbolj intenzivno v času direktorovanja gospoda Pogorevca, ne vem, je bil on v vašem mandatu ali ne, je vedno želela to, kar ste zdaj vi vprašala, ne? Popolno neodvisnost, ne? Se pravi, nihče nam nič ne more, delamo, kar hočemo, počnemo, kar želimo, ne? Nobenega nadzora, ne? Mi smo zgolj strokovnjaki, ravno obratno. Jaz mislim, da moramo počasi priti na tisti sistem, ki ga ima Japonska, pa ne moramo reči, da je Japonska neka nedemokratična država. Ne? Tudi če pogledamo preiskave ali pa število tega, kar tam preiščejo, posebej v smislu gospodarskega kriminala, je Japonska ena na top držav, ki to zadevo uspešno preiskuje. In tam, lete, za čuda, ni potrebno, da je karierni policist na šef policije. No, tukaj se pa strinja. Zakaj pa? To moram pa povedati, da gospod Bandelj pravi, ker zdaj imamo v medresorskem usklajevanju so spremembe zakona o delu in organizaciji policiji in ko smo se pogovarjali o tem, v bistvu cela stroka in recimo tudi del koalicije je bil proti temu, da bi se spreminjalo, da morajo biti pač zahteve, ki so zdaj za imenovanje generalnega direktorja policije, ostati enake. Gospod Bandelj pravi, da se s tem ne strinja, ker se zaprt sistem vedno izrodi. Tako je. No, tako jaz tudi začel trdim. Seveda mora biti na vrhu policije nekdo, ki pozna policijo, ne? Ki ima tudi določene znanja in tudi določene izkušnje, da pa je to zgolj karierna pot in da je to človek, ki je celo življenje preživel v policiji, pride na koncu za direktorja, se mi zdi, da ta človek se je tudi že izčrpal na nek način. Ne? In mislim, da sem jaz to celo konkretno v praksi pokazal. Ne? Mene je zelo motilo, ko sem bil notranji minister, vse te statistika o ne vem kakšni raziskanosti kaznivih dejanj, potem pa so ti primeri na sodišču padli. Zato sem jaz takrat za šefa kriminalistične policije, mogoče bo danes to rekel, da je bilo malo ponesrečeno, ampak iz te ideje je to izhajalo, pripeljal kazenskega sodnika, ki pač v delo policije vpelje tudi tiste metode in tiste instrumente, ki zagotavljajo, da ovadbe, preiskave, ki jih prej policija opravi, tudi na sodišču zdržijo. To je zame smisel učinkovitosti policije. Čeprav je absolutno pa tudi res, jaz mislim, da se s tem morate strinjati, če odkrito odgovarjate, da politiki ne smemo dovoliti, ne smete dovoliti, ker ste pač vi odločevalci, da bo kakorkoli imelo vpliv na policijske preiskave. Ker to je jasno. Ne, poglejte, to se jaz absolutno strinjam in jaz mislim, da v konkretnih primerih, saj v našem obdobju ne morete trditi, da ste našli katerikoli primer, kjer bi kdorkoli od politikov konkretno vplival na preiskavo. A niste vi zahtevali kot minister za notranje zadeve, da se odpre nekatere primere? Ne. Kaj ste že zahtevali? Spomnite? Jaz sem zahteval, da se tisti primeri, ki so že zaprti, torej zaprti primeri, šlo je konkretno za POP TV, pa za nekaj par drugih stvari, zahteval od direktorata za nadzor nad policijo pregled postopkov, ali so postopali tako, kot se zagre. Poglejte, če jaz vem, če novinari pišejo, da je neka ovadba, v tem primeru vem za ovadbo, ki je bila dana proti gospodu Golobu, vezano na GEN-I, danes stoji 4 leta v predalu. Valjda ima minister za notranje zadeve pravico naročiti svojemu direktoratu, da preveri, kaj policija dela, kaj je v 4 letih naredila. Ali pa, da sem morda še bolj konkreten. Imeli smo primere, ali pa vem za primere, upam, da ga bodo novinarji dosti hitro raziskali, kjer se nekako sliši, da so nekateri sodelavci od policije, se pravi sorodstveno razmerje, trgovali z belim blagom. Si predstavljate, z belim blagom. In na koncu zvem, da o tem konkretnem primeru razpravljajo na ministrstvu, na direktoratu ministrstva, skupaj za policijo. Mislim, to se meni zdi škandalozno. In da v tem primeru minister ne bi imel moči ali pa zakonske podlage za to, da naroči, da preverijo, kaj v tem primeru delajo. To se mi zdi meni ravno tisto, kar pravim. Policija bo prišla, če bomo tako naprej delali, v neko tako samozadostnost, ko je nihče več ne bo mogel. Celo politika ne bo mogla reči, zdaj pa naredite nadzor na tem, kaj počnejo. Jaz zdaj v tem konkretnem primeru trgovanja z belim blagom ne vem ničesar, ampak na načelni ravni se mi zdi, da pač minister ne more zahtevati, da se odpre
zadeve, ki jih je policija preiskala, ker potem dejansko pokažete, da ne verjamete temu, kaj policija naredila. A se vam zdi razumljivo, da neka stvar stoji 3 leta v predalu? Ali pa bom drugače rekel, ste sami to preiskovali. A se vam zdi logično, da ob tem, ko najvišji predstavnik države, ali pa drugi najvišji, ali pa tretji, no, če se govorimo o Falconu, ne, torej predsednik vlade javno pove, da so mu ukradli identiteto. Si predstavljate, kaj je to? To je ena najhujših kaznivih dejanj. In da mi po 3 letih vemo, da policija niti v stik ni stopila za policijo iz Bukarešte, zato da bi odkrili človeka, ki je gospodu Golobu ukradel identiteto. No, to je mene presenetilo. To je naravno škandalozno. To je mene presenetilo, da gospod notranji minister Poklukar ni zahteval pač v okviru svojih pristojnosti, da bi navezali stik z romunsko policijo. Ampak gospod Bandelj, kaj vi mislite o tem? No, jaz mislim tako, seveda, da take anomalije, o katerih govori gospod Hojs, seveda se ne smejo dogajati. Ne? To zdaj govorite o belem blagu ali o Romuniji? Ne, govorimo o vseh primerih, ki jih je navedel. Ne morejo stvari stati, ne da bi kdorkoli pogledal več let v predalu. To se jaz popolnoma strinjam. Ne? Mislim pa, da ni prav, ne? Da v te zadeve posega politik, kar minister je. V konkretne zadeve po mojem ne sme posegati. Je pa potrebno vzpostaviti mehanizem, ki bi take stvari preprečeval. Mislim, da to z državnim tožilstvom, s posebno enoto, ki pač te stvari pregleduje, preiskuje tudi kazniva dejanja v policiji in tako naprej, da je nek zametek tega postavljen. Verjetno je treba te mehanizme okrepiti, to se strinjam, ampak ne na način, da o tem odloča politik, ker bo potem enkrat eden politik, ena oblast, druga vlada bo imela drugega politika, bo po drugih primerih brskal. To pa mislim, da ni prav. No, jaz se tukaj strinjam z gospodom Bandlom, pa ne, da bi se politično opredeljevali, ampak vendarle ne more politik... Nihče ni rekel, da bo politik neposredno delal na tem casu, ampak če politik, minister, od direktorata, ki je zadolžen za to, da nadzira policijo, zahteva, da pogledajo, kaj se je v 3 letih od takrat, ko je predsednik vlade prijavil ukrajo svoje identitete, do danes zgodilo, a se jaz s tem kaj vmešavam v to? Ne, jaz govorim o tistem vašem primeru, ko ste bili vi notranji minister, ste za konkretne zadeve zahtevali, da se jih pogleda. Še eno vprašanje bi imela tukaj ampak gledajte, gospod, če ste brali tisto poročilo, ne, ki so ga potem naredili, ne, je bilo tam v tistem poročilu ugotovljeno zelo veliko šlamastike, netočnosti, niso preverjali ljudi, ki so bili ovadeni, niso se držali rokov, ki so bili predpisani. Torej, tisto poročilo je dal rezultat temu, da je iz tistega poročila ratala cela vrsta priporočil policije, kako morajo v konkretnih primerih ravnati drugače. No, jaz se zdaj ne spomnim podrobnosti iz tistega poročila, ampak kaj je potem bilo v ozadju? Je bilo neznanje, so bili politični pritiski druge strani? Ja, lejte, jaz sem recimo konkretno za ovadbo, ki je vezana na GEN-I, torej na vso lumparijo, ki se je dogajala v GEN-I. Ta ovadba je bila, mislim, da dana na koncu našega mandata. Sem prepričan, to je moje osebno prepričanje, da je gospod predsednik vlade naročil gospodu Muženiču, zato ga je tudi nazaj nastavil, da je to v 4. predalu. Ja, to so zdaj špekulacije, nedokazane. To je moje mnenje. Ja, razumem, vi lahko meni ne poveste, jaz pač mislim, da temu ni tako, ne moram pa drugega reči, ker pač primera ne poznam. Jaz pa vem, da se v 3 letih ni zgodilo nič. Še eno vprašanje z področja policije. Minister za notranje zadeve ima, kot smo že rekli, možnost, da poda usmeritve policiji. Jaz si ne predstavljam, oba sta bila notranja ministra, kako lahko poda minister usmeritve policije, ne da bi vedel ali pa želel vplivati na kakšno zadevo, ker imamo pa spet trčimo na interes politike, vsakokrat ne. No, jaz mislim, da minister pač mora spremljati, kaj se dogaja, kakšna je kriminaliteta, kaj je v tistem trenutku v ospredju. Vemo, enkrat je terorizem aktualnejši, trgovina z belim blagom, pač različne prioritete. Tu bi človek rekel, kajti dejansko da je pač nikoli ni zmogljivosti toliko, da bi lahko vse nepravilnosti obravnaval. In minister ve več kot policija, ali kako? Ne, ampak mislim, da je prav, da da neke usmeritve, ki temeljijo na statistiki, na neki politiki, na nekih prioritetah. Ne, da bi se spuščal in tudi ne, da bi poznal seveda konkretne primere, kajti to vse trdim. Konkretne primere se minister ne sme spuščati. Da pa mora imeti policija tudi neke usmeritve, je jasno. Ko gre pa za konkretne zadeve, pa seveda policija dobi usmeritve od tožilstva, organov, ki pač peljejo potem postopek sodni naprej.
Ja, gledajte, jaz moram reči, da tukaj tudi absolutno pridružujem temu mnenju, z to razliko, da jaz nekako sem na ministrstvu ugotovil, da so dve vrste usmeritev. Ena so tiste usmeritve, ki jih pravzaprav že sama stroka pripravi, torej bodi si policija ali pa direktorat in tako naprej, ni logično, da jih podpiše minister. Ne. Druge so pa tiste usmeritve, tako kot je povedal gospod Bandelj, ki so bolj splošne narave. Ne. Gledajte, če jaz kot minister ugotovim, da se v 5 ali pa 6, ali pa ne bom rekel za nobeno vlado, ampak da se v 10 letih od gospodarskega kriminala ni uspelo preiskati niti ene resne stvari, potem se mi zdi logično, da dam policiji tako usmeritev, da vse sile usmeri v pregon gospodarskega kriminala. In jaz s tem ne vidim prav ničesar, oziroma ne vidim, da je bilo tukaj karkoli lahko narobe. Ne, se kritiki recimo... No, mimo grede, da še to kritiki, ko vi govorite, pa to, kar je gospod Bandelj povedal. Mi smo recimo, to je tudi ena od škodoloznih stvari, ki jo je ta vlada ukinila. Mi smo v zaščito policije, jaz sem to naredil v zaščito policije, predlagal spremembo zakona, kjer sem od tožilstva, to smo mi sprejeli, kjer smo od tožilstva zahtevali, da svoje usmeritve, se pravi usmeritve tožilstva, imajo sled. To pomeni, da je pismeno, da je po mailu in tako naprej. Jaz sem govoril takrat s to državno tožilko, ko se piše Kline, da to pa mi nimamo časa, mi imamo pa izobraževanja, pa gor pa dol. Jaz sem bil šokiran na temi odgovori. Pa to smo naredili za zaščito od policije. Ko gledate vi nazaj nek case, policija ali pa tisti, ki nadzirajo, nekako vidimo, tožilstvo je bilo obveščeno in zdaj ne vemo, tožilstvo ne vemo, a je zdaj poklical policaja, pa mu rekel to naredi. Če bi bile pa pismene usmeritve, bi bilo pa to vidno na datum, kaj je tožilec zahteval od policije, koliko časa je policija rabila, da je to naredila. Se pravi, vse stvari bile zelo transparentne. Ampak očitno imajo tako tožilci, po moji oceni tožilci zaradi tega, ker so, če rečem malo grdo, nedelavni dovolj, in policija, ki, tako kot je povedal gospod Bandelj, celo vrsto stvari smo pripeljali do nekam, potem je pa to vse padlo. Kaj mislite o tem? No, jaz tudi mislim, da je treba čim več, v dobi sodobne informatike, je treba čim več arhivirati, čim več evidentirati. To se je strinjam, niti ne poznam dobro, kdaj je bilo to ukinjeno, če je res bilo. To se strinjam, seveda, dokumentacija mora biti sledljiva in tudi, bi rekel, dostopna tudi zanamcem. Pa še nekaj smo pozabili v tem odnosu policije in tožilstvo. To pa je na policiji. Policija sama po sebi, po svoji funkciji, mora stvari poreiskovati. Torej, ni potrebno, da zdaj čaka, da bo tožilec rekel, zdaj mi pa še tegale zasliš, pa še tamle pet nekaj pogledati. Policija mora sama od sebe, če želi pregon izvajati, ne gledati, kdo je preprodajalec droge, kdo trguje z belim dragom. Ne, da sedimo in čakamo in rečemo, tožilec mi ni dal usmeritve. To je popolnoma narobe. Gremo še, ker imamo še enih par tem in se nam čas izteka, samo na kratko k nedeljskemu referendumu. Gospod Bandelj, vi ste šli na referendum? Ja, jaz sem bil na referendumu in tudi priznam, da sem glasoval proti. Pa nisem desničar. Se pravi, kaj, da ste zdaj volilec SD? Ne, to ne, ampak preprosto me zakon ni pripričal, pa bi rekel, tudi neke svoje lastne osebne motive sem imel pri tej stvari. Referendum na nek način se mi zdi, da se ne bi smel zgoditi. Pravzaprav, če kaj zamerim tej vladi, je to, da je rinila v razmerah, ko skuša uveljaviti pokojninsko reformo, ko je dvakrat zavrnila zakon, ki mislim, da NSi predlagala o tem, da se ljudem omogoči penzijo, ko zanjo izpolnijo pogoje in tako naprej, da je rinila. In da delajo še zraven, to hočete povedati. Ja, in da pri tem rine v tak zakon, za katerega jaz tudi trdim, da ga rabimo, da se razumejo nobene dileme o tem, da kulturnikom je treba priznati nekaj, njihovo življenjsko delo zagotovo, ampak če gledam osebno na ta zakon, se mi zdi, da je preširoko odprl možnosti teh nagrad, daleč preširoko, tudi nejasno, zakaj, se upravičujem, kar bom rekel, zakaj recimo bi lahko ali pa bo lahko predlagal penzijo, predlagalo društvo za sodobni ples, ne pa recimo harfistično omizje. Zakaj so tam izbrana samo nekatera društva in zakaj jih je tako veliko konec koncev? Tam je več kot 20 možnih odločevalcev o takšni penziji. Preprosto se mi zdi nedomišljeno in rint v zakon in sam referendum z takšnim vprašanjem v takih razmerah je politično bilo totalno nemodro. Drugo pa seveda tudi reakcija. Referendum je jasno bil izgubljen. Jasno. Vprašanje je bilo, a bo zadosten kvorum ljudi na volitve. Ampak resna vlada, resna politika bi to možnost predpostavila. Ni bilo tako težko uganti, da je, če drugega ne, vsaj nekje na meji.
In reakcije vlade oziroma zlasti Svobode, ne, pa tudi Levice, so pa bile, kot da jih je to presenetilo, ne, in reakcije so bile panične. Konec koncev Golobova izjava, moram reči, ne, da 3/4 volivcev ni podprlo oziroma ni glasovalo proti zakonu, se mi je zdela neverjetna za politika, ki je konec koncev svojo legitimnost s tem izpodil, se njega tudi več kot 3/4 volivcev ni volilo. Pa mu nihče ne oporeka, da je gospodar te države v tem trenutku. Sem si prav zapisala, koliko glasov je dobilo Gibanje Svoboda na zadnjih državnozborskih volitvah, 410 000. V nedeljo pa se je izreklo proti temu zakonu, proti Golobovi vladi, verjetno tudi 403 000, nekaj več kot 403 000. Procentualno pa mislim, da je nekako enako v deležih. No, gledajte, tukaj moram reči, če malo grobo rečem, ne, da tako debilne izjave že dolgo nisem slišal, ne, to, kar je gospod Golob govoril o teh 75%. To je tako, kot če bi mi po zakonu o referendumu o vodah začeli govoriti, da 60% ljudi je pa za zakon, ne, ker je pač bila udeležba zgolj 40%. Ne. Torej, kaj tako, se pravim še enkrat, tako debilnega se človek težko spomni, da bi lahko povedal. Je pa razumljivo, ne, da so vladajoči zdaj v hudi stiski. Dejstvo je, da je po moje vse, tudi mene, ne, recimo moram reči, ta rezultat prijetno presenetil, ne, tudi to razmerje 90-10 je za nas zelo lepo. Ne. Samo to ne pomeni, ne, da bo se toliko dobili na volitvah, že gospod Bandelj je tukaj primer. To vsekakor ne pomeni, da je to v bistvu že rezultat za volitve, ampak naša ocena je, in mislim, da je zelo pravilna ocena, da je seveda nabor tistih, ki na ta referendum niso šli, ne, ni bil zgolj tisti, ki so poslušali gospoda Goloba pa gospoda Asto Vrečko, ne? Ampak da je cel kup ljudi, ki na referendum kljub temu niso šli, pa bodo na naslednjih volitvah volili nas ali pa koga iz desnice. Ne? Tako je. Ali pa Goloba. Ali pa kakšen novo vraz. Gospod Hojs, vi ste, kot sem dejala na začetku, podpredsednik stranke SDS, pa bi vas vprašala za neko pojasnilo ravnanja vašega predsednika. Ne more, da ne bi recimo napadal svojih naravnih koalicijskih zaveznikov, to je stranke NSI ali pa Anžeta Logarja, ki ga je zdaj napadel, zato ker je podpisal to interpelacijo proti Asti Vrečko. Kaj razmišlja vaš predsednik? Mislim, zakaj se krega s svojimi naravnimi partnerji? Jasno je, da če boste zmagali volitve, ne, sami pač ne boste mogli voditi vlade. No, lete, jaz težko rečem, kaj razmišlja predsednik, tudi moram reči, da se jaz sam z gospodom Logarjem kaj dosti ne ukvarjam, ne. Moram pa reči, da kar se tiče pa Nove Slovenije, sem pa zelo na tej strani. Mogoče se bolj kot naš predsednik, ne. Tako preračunljive stranke, kot se je izkazala Nova Slovenija po koncu našega mandata, pa do trenutka, ko so prišli v škripce, ne, moram reči, da sem vesel, da nisem več v tej stranki. Ne. To je bila sama ena računica. In to je bila tudi naša napaka. Naša napaka v tej koaliciji je bila, to moram priznati osebno, ne, da smo pač preveč popuščali najmanjšemu koalicijskemu partnerju. Zato jaz vedno pravim, da take večine, kot jo ima zdajšnji gospod predsednik, in tako nič narediti, ne, je nekaj najbolj katastrofalnega. Ne. Če je LDS imel zelo lepo večino takrat pri dr. Drnovšku, se mi zdi, da je vendarle dr. Drnovšek uspel v teh svojih koalicijah najti partnerje, ki niso bili izsiljevalski in ki so v bistvu uspeli vsaj neko politiko, konec koncev so takrat prišli v NATO pa v Evropsko in tako naprej, se pravi neke nacionalne projekte izpeljali, tako da mislim, da tukaj v tem primeru moram absolutno podpreti gospoda predsednika v njegovem odnosu do Nove Slovenije. Odnos Nove Slovenije se je pa tudi za 180% obrnil, ne, če ste opazili. V zadnjem času, zdaj gospod Janša ni več politik v zaporu, tudi zdaj bi kar sodelovali z nami in tako naprej, tako da bomo videli. To je verjetno posledica ankete, ki so jo dali narediti za svoje interne potrebe, delala je agencija Nina Media. Med drugim so spraševali tudi svoje lastne podpornike v NSI-ju, ali naj Janez Janša vodi naslednjo desno, sredinsko ali pa desno vlado, in je velika večina, več kot 50%, mislim, da 60% dejala pač z Janšo da. Ampak glede na to, da ste vi tako kritični in da pravite, da ima prav Janez Janša, ki je tako kritičen do NSI, se pravi kaj? Da ne boste podprli ideje, da bi šla z vami v koalicijo po naslednjih volitvah, če boste seveda sestavljali vlado? Ne, gledajte, v Novi Sloveniji je ogromno, jaz sem tam bil ogromno, izjemno
poštenih, delovnih, zvestih kadrov, takih ljudi, dejansko srčnih krščanskih demokratov. Tudi teren je nekako zelo pravo usmerjen, desno usmerjen. Ima pa jaz občutek, da to stranko pač ugrablja neka elita 4-5 ljudi. Jaz seveda sem absolutno za sodelovanje z Novo Slovenijo, nikakor ne, da ne bi bil za sodelovanje. Sem pa, če se spomnite, mislim, da v celo vašem studiu na Delu, ko smo se enkrat pogovarjali, mislim, da ste bila tam vi pa gospa Erženova, rekel, da mislim, da bi bil čas enkrat, da naša država dobi veliko koalicijo. Tako da upam, da bo tudi stranka SD dobila malo večji procent, kot ga ima danes. No, zaenkrat ne kaže, tudi gospod Han je rekel, da ne bo šel z vami v koalicijo. Ja, pred volitvami se veliko reče, po volitvah so pa stvari drugačne. Mogoče še, kako vidite vi dva Prebiliča, Vladimirja Prebiliča, ker tudi Prebilič pravi, da ne bo šel z vami v koalicijo, Ja, je rešitelj leve sredine glede na napake? Težko komentiram, Jaz mislim, da je problem dejansko v Sloveniji, zlasti na levi sredini, če temu tako rečemo, pa tudi na desnici, ker mislim, da z Janšo se začne in konča desnica, In tudi on v bistvu onemogoča vstop novih na desnico, in to je velika ovira. Isto pa velja seveda tudi na levici oziroma na levo-srednjem bloku, da preprosto ne najdeš več pravih ljudi, ki bi jih to zanimalo. Politika je postala tako profana, da resni gospodarstveniki, resne osebe, ki bi res znale tudi potegniti za sabo ljudi s karizmo, z programi, z odločnostjo, z delom, z rezultati, ki so jih dosegli, da preprosto ni več. In to je velik problem levice. In zato jaz v tem trenutku ne bi rad ocenjeval gospoda Prebiliča v nobenem kontekstu. Bomo videli, če se bo na volitvah pojavil, verjetno bo dobil pač določeno podporo, zagotovo. Vendar, kot rečeno, mislim, da so problemi slovenske politike zdaj že nekje drugje, oziroma kot že tudi ugotavljajo, mislim, da to velja sploh za Evropo, da dejansko nacionalne države več ne rabijo več veliko državljanov, in da je vse stvar v medijih oziroma v propagandi, v neki digitalni, bi rekel, slikanju digitalne, nerealne, neke slike, podobe, neke virtualne resničnosti, in to je velik problem sploh razvoja demokracije nasploh. Bom tukaj dodala še eno informacijo. Očitno so, bom tako rekla, strici iz ozadja z vašega kroga. Da strice jaz sicer ne verjamem, ampak ok. Ocenili, da bo potrebno gospoda Prebiliča aktivirati, ker so bili že sestanki znanih in pomembnih strategov z vašega okolja. So se sestali z gospodom Prebiličem in pogovarjali. Gospod Hojs, vi računate, mislim, na Hana računate, to sicer pač ste verjetno kot provokacijo vrgli, Ne, mi ne računamo na Hana, mi samo pravimo, da so seveda za vsako demokracijo, kakorkoli obračamo, zelo dobrodošle neke stabilne, dolgo let usmerjene stranke. Govorimo o tem, da tako kot v Zahodnji Evropi pač imamo neke klasične stranke, desno-sredinske, neke klasične levo-sredinske, in seveda, da je logično in seveda tudi volilci bi največ od tega imeli, vkolikor bi podpirali take stranke. Tam se točno ve, kakšen je program, kakšni so ljudje, kaj so v preteklosti naredili. Pri nas pa je nažalost, govorim seveda za levo sredino, jaz sem takrat že rekel, 400,000 ovac je na zadnje podprlo lažnivega narcisa, in zdaj vprašanje je, kaj bo teh 400,000 ovac naredilo naslednjič. In program, ki ga imajo te novi, po moje tudi v povezavi z temi strici, o katerih govorite, je zopet samo eden. In tega tudi novinarji nažalost se skozi propagirate. To zdaj govorite anti-Janša, ne gremo z Janšo. Sicer, gospod Hojs, mogoče malo preveč močne besede uporabljate. Jaz ne bi, to je žaljivo do volivcev, konec koncev imajo prav, še zmeraj velja, volivci zmeraj prav, Ampak imenovati z ovcami se mi zdi pa res skrajno žaljivo in neprimerno. Ampak kot sem rekel, ni čudno, če je tarča Janša in če se velik del politike gradi na anti-Janši. Konec koncev je Janša s svojim značajem, s svojim načinom vladanja pač pokazal, da je marsikoga med volivci upravičeno strah pred njim. In dejansko, kot sem rekel prej, mi na desnici nimamo druge osebe kot Janša. In zato je logično, da se vsi programi na drugi strani nekako tangirajo oziroma za tarčo izberejo Janšo. Poglejte, jaz mislim, da nismo še živeli v svobodni Sloveniji v tako, narekovaju, nacističnimi časi, kot živimo pod to vlado.
Jaz se s to oceno seveda ne bi strinjala z vami. Noben predsednik vlade še ni rekel, da je potrebno očistiti političnega nasprotnika. To je govoril Hitler. Pa gospod Golob, ko je gospej Bobnarjevi dal direktivo, kako je potrebno očistiti policijo. Pa ni bila čiščena samo policija, ne, da ne bo dileme. Ne. In jaz bi ljudje, vi pravite, da jih ne smemo grdo imenovati, ne, ampak gledajte, če ljudje padejo na to, da bodo plesali, ne, predvolilna obljuba gospoda Goloba je bila, da bodo plesali, ne, padejo na to, pa jaz pač ne moram jih drugače imenovati, kot sem jih imenoval. Verjamem pa, da si bodo tokrat ljudje vseeno pogledali, torej upokojenci, delavci, podjetniki, ne, kako so živeli pod vlado Janeza Janše, za katero vsi govorijo, da je ne vem kakšen diktator, ne, in kako živijo danes. Ne. Torej vse slabše in slabše. No, to ni res, ne, da živijo ljudje slabši, to že ne bo držalo, ne. To ne bo držalo, ampak seveda, ne, ljudje so bili, ne, ko govorimo o plesanju in o euforiji po volitvah, je pač takrat so ljudje pokazali, kaj so si mislili o Janševi vladi prej, ne? Da je seveda Golobova vlada marsikatero pričakovanje razočarala, je tudi dejstvo. Lahko tudi verjetno se strinjate z mojo oceno, da imata Janez Janša in Robert Golob kar nekaj stičnih točk v kakšnih reakcijah in potezah. Marsičem, ne? Predvsem Golob se mi zdi, da prehitro govori. Ne? Janša je včasih na Twitterju pisal, ne? Golob pa prehitro reče nekaj, kar nima neke resne vsebine v ozadju in ki dejansko iritira. Ne? Jaz mislim, da je logično, da se je konec koncev zato je ta vlada dobila mandat, da normalizira stanje v državnih ustanovah, ki jih je nasledila po Janševi vladi. Ne? Se pa strinjam izraz janšisti, ne, najbrž niti ni bil mišljen tako resno, zagotovo je pa tudi neprimeren. Ne? No, gledajte, to sem včasih mislil, da kar ste novinarji hodili prodati, da je govoril o janšizmu, ne, seveda ni res, ne, on je govoril o janšistih. On je govoril o spremenil potem izjavo, najprej govoril o janšiste, pa janšizma. Da itak laže 4 leta, to itak vemo. Ne. Vam bom dala še zadnje vprašanje. A kaj menita, glede na to, da v bistvu sta oba izkušena tudi v politiki, gospod Bandelj, vi veljate tudi za, bom rekla, strice iz ozadja od gospoda Alenke Bratušek, ne? Ampak pustimo to. Ne, zanima me, kaj mislite naslednje volitve državnozborske, kaj bojo volitve znova proti Janezu Janši ali volitve proti vladi Roberta Goloba, ki je razočarala. Pa dala vam bom zraven še 2 podatka, ki sta mene presenetila, oziroma si jih v bistvu niti ne znam razložiti. Mediana je za Delo ocenila skok podpore Robertu Golobu oziroma Gibanju Svoboda v enem mesecu za 5,2 odstotni točki. Včeraj je mislišče NSi, stranke, do katere ste, gospod Hojs, zelo kritični, objavilo rezultate ankete, po kateri ima Gibanje Svoboda najvišjo podporo 20,1 odstotka, SDS pa 19,9. Zdaj je tukaj vprašanje, ali je ta referendumska kampanja, ne, v kateri ste pač vi bili uspešni, ker ste pač zrušili zakon, vendarle znova aktivirala ta anti-Janša sentiment, da se pojavljajo te številke v javnomnenjskih anketah. Kdo bo prvi? Glejte, jaz sem pri teh anketah, en tak znan srbski pregovor, neki pravijo, ne, kakvo pečenje, takvo rešenje. Ne. Pa ni to samo srbski pregovor, ne. Mi smo imeli zadnjič eno izobraževanje, kjer je eden od vodilnih strategov kampanje za nemško CDU, ne, povedal, da so te ankete, ne, tudi pri njih, ne, zelo odvisne, kako postaviš vprašanje. Ne. In veste, ko vi meni poveste, da je to naredila, ne vem, Mediana, ne, za katero vemo, kam paše, ali pa Andraž, kaj je že Zorko, kam paše. Kam pa pašejo. Ja, to so strogo levičarske medijske hiše, ne, v tem ni nobenega dvoma, ne, ki so tudi bogato financirane. Ne. Mislim, da zdaj celo oba že delata tudi za GEN-I, ne, če se ne motim, ne. Pa ne vem, mogoče tudi za Luko Koper že kakšno anketo naredijo, ne. Morda ne, pa mogoče pa bojo. Tako da, lejte, jaz mislim, da je prava anketa, tako kot si velikrat povemo, ne, tudi oni povejo to velikrat na volitvah. In nedeljska anketa, jaz mislim, da je vse te njihove napovedi zelo, zelo podrla. Ne. Če se spomnite, so to te isti, torej Mediana, Andraž, Zorko, pa da jih ne naštevam še naprej, govorili, ne, da bomo zelo težko dosegli kvorum. Mediana je povedala, da je možen kvorum. Da je možen, ja, no vse, gledajte, bilo je daleč od možnega. No, jaz bi tako rekel, ta referendum je zagotovo tudi malo pobrkal politiko in to sfero, čeprav pravim,
okrog tega referenduma se izgublja preveč besed, ne, tisto, kar zamerim vladi, so reakcije po referendumu, ne, in ta, bi rekel, ta konotacija negativna, ki bo zdaj se na njo izlivala, seveda izvira predvsem iz tega, ne pa samega rezultata referenduma, ki je bil pričakovan. Zdaj, zagotovo, ne, ta uspeh, ne, in to dogajanje okrog referenduma zagotovo na nek način mobilizira tudi drugo stran, ne, levico ali pa levo sredino. Ne. In zagotovo se to odrazi potem tudi skozi tako odpor. Jaz se ne bi spuščal v to presojo, kakšne so te ankete, koliko so verodostojne. Tudi jaz imam določeno skepso do teh rezultatov, ampak ne bi se spuščal v stroko, ki jo ne poznam. Ne. Se pa mi zdi, no, glede na vaše izhodiščno vprašanje, da bodo naslednje volitve še vedno v veliki meri volitve med Janšo in anti-Janšo. Ne. Ker žal te delitve žal, dokler bo Janša na politični sceni, pa na nek način tudi dokler bo Kučan še živ, čeprav mislim, da njegov vpliv na politiko ni več tako močen, kot se mu pripisuje, da bomo tej delitvi na nek način prisotni. Pa sem bil že vesel, ker recimo za časa Cerarjeve vlade je ta ideologija nekako šla v ozadje, ni je bilo. In sem rekel, evo, to je končno to. Tudi Alenka Bratušek je nadaljevala v tej smeri. Potem se je pa to so silo vrnilo v odnose več kot 20 let nazaj, če tako rečem. Prej je bila omenjena velika koalicija pred Drnovško, smo komot sodelovali s vsemi strankami, ne? In to po mojem zelo uspešno. Ne? In navzven smo delovali kot vlada. Ne? Ni bilo nekih izseljevalskih unih. In tudi ne, v tej vladi imam pa jaz vse čas občutek, da je predvsem levica najbolj aktivna in da njej predvsem uspevajo projekti. In zato deluje ta vlada kot levičarska. Pa mislim, da ni, ne? Ampak žal je tako. Ne? Po drugi strani pa ta levica, ne, se kiti z uspehi, neuspehov pa se nekako ne pripisuje njej. Mislim, da status RTV-ja, status STA-ja, pa še kaj, bi konec koncev moral tudi leteti na levico, pa ne. Ne, mogoče tudi PR-ovsko uspešna. No, še to morda, ne, to, kar ste vprašala. Zanimivo je, da so vse tele ankete bile delane pred referendumom. Ne? Torej, nikakor ne moremo teh rezultatov pripisovati referendumu. Zato še enkrat ponavljam, ne? Tako kot vprašaš, tak rezultat dobiš. Jaz sem rekla referendumski kampanji, to, kar se je dogajalo pred referendumom. Ja, ampak samo vprašanje je bilo pa dano pred znanimi rezultati referenduma. Ampak z vašim delovanjem v predreferendumski kampanji ste aktivirali anti-Janša sentiment. To sem jaz rekla. To ste mislila, in povedala sem tudi, da je ena anketa, ki jo je naredil NSI, dejansko mislišče NSI, drugo pa Medjana, ki jo vi med levičarske agencije. Ja, mogoče ima NSI spet kakšen dogovor za svobodo, to ne vemo, tako kot ga je imel po sestavi vlade. Dobro, bomo na tem mestu končali. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste se udeležili te zanimive debate. Vam pa hvala za pozornost. Spet smo skupaj čez teden dni.